Dobrodani in dobrodošli. Prazniki so čas, ko se od nas pričakuje veselje, toplina in nasmeh, a resničnost mnogih je drugačna. Pritiski, utrujenost, osamljenost ali občutek, da ne zmoremo biti tako srečni, kot bi morali. O tem, zakaj se nam ni treba vedno počutiti dobro ves čas, zakaj so vsi občutki normalni in zakaj je iskrenost do sebe pomembnejša od popolnosti, se bom pogovarjala s profesorjem doktorjem Borutom Škodlarjem, psihiatrom in psihoterapeutom z Psihiatrične klinike v Ljubljani. Pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala. Hvala, ker ste prišli. Hvala tudi za vabilo. Ali lahko rečeva, kaj je sreča? Ali je to skupek nekih občutkov? Kako bi vi obesedili, kaj sreča je? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da smo nekako v tem našem prostoru pa času majčkeno zgrešili ta pojem v svojem bistvu. Kaj mislim s tem, da smo srečo vezali na prijetne občutke. Skratka, da pomeni srečen se počutiti dobro pa prijetno skozi. In to ne gre in se prej ali slej v nekaj drugega obrne ali pa so del življenja, vsakega časa, vsakega meseca, vsakega trenutka v življenju tudi druge plati, drugi občutki. V vsakem odnosu so to drugi občutki, ne še tako dobrem, še tako kvalitetnem odnosu. Sreča se mi zdi in bi s tem se strinjale po moje tudi vse druge kulture in časi, da ni vezana samo na prijetne občutke, ampak je bolj na eno dolgotrajnejše občutje, da dobro živim, da živim nekako s pravimi vrednotami in usmeritvami v življenju in da temu sledim. Da pridejo zraven tudi neprijetni časi, pa neprijetni občutki, je del te poti, del te usmeritve. Tako da srečo, tako so tudi v antiki, recimo, grški filozofi, ki jih cenimo kot tiste modrece, recimo, ki so začetniki naše kulture, vedno kot sreča eudaimonia poudarjali, da je to neka krepostno življenje, ki je pomeni sprejemanje svoje usode, pa svojega življenja in usmeritev. In to prinese na dolgi rok ta občutek izpolnjenosti, občutek sreče. Prijetni občutki so pa bolj stranski učinek tega. Pa mogoče iz te besede sreča izvira tudi, ko rečemo v slovenščini, ti imaš pa res srečo. V smislu, srečo imaš, da si se dobro poročil, da si naredil fakulteto, da je tako. Je tudi iz tega se da kaj ven potegniti? Bi rekel, da to navadno mislimo na tiste neke trenutne srečne okoliščine ali pa ugodne okoliščine, ki seveda pomenijo, če imam srečo, da imam dober partnerski odnos, če imam srečo, da so otroci zdravi ali pa starši ali pa podobne stvari, ampak to je pač tudi nekaj, kar se lahko seveda v nekem trenutku pa obrne ali pa drugače zasuka, pa še vedno lahko tudi skozi težke trenutke doživimo neke pomembna in spoznanja in tudi lepoto, tudi v nekem težki situaciji, ko jo prebrodaš, če pomisliš nazaj, si tudi nekaj lepega pa dobrega spoznal. Tako da, ja, srečo res običajno vežemo in srečne takele trenutke ali pa okoliščine na neko trenutno dobro in ugodno, kar je seveda, saj smo hvaležni za to, da se to nam zgodi, pa da imamo pa tudi prijetnih občutkov, se ne branimo, ne gre za to. Gre samo za to, da sprejmemo tudi vse, da sprejmemo cel paket, če tako rečemo, skupaj in da zmoremo to sprejemati in še vedno odprto in pozitivno gledati naprej in se boriti. Ker če vežem, se mi zdi, da se to dogaja velikokrat tudi marsikomu, mogoče mladim v telem času še večkrat, da recimo, ko naletijo na nekaj neprijetnega in pa potem kar pade tudi nekaj celoten upanje pa veselje do življenja, ampak ko pride nekaj težkega, je zelo pomemben, da gledam naprej in da se usmerim na tisto luč na koncu tunela, pa da se lahko borim in s tem pogledom, da je to nekaj, kar nas lahko in da imamo tudi moč boriti se proti temu, to skupaj pripelje do tistega, ko se potem lahko nek
večer usedem pa rečem, dobro gre, ali pa zmogel sem, ali pa pogledam okrog, pa vidim tudi dobre stvari, in sem zadovoljen, srečen. Tako in tudi pomirjen po svoje. Pomirjen, ja. Pomirjenost je pomirjenost bi rekel, da je aspekt sreče, ali pa tega občutja, o katerem se pogovarjamo, ali pa temu, kar rečemo mogoče dobro življenje, ali pa smiselno življenje, ali pa k dobremu obrnjeno. In pomirjenost je, če sem nemiren, imam lahko vse okrog sebe, imam lahko vso ugodje tega sveta. Če bom sebi nemiren, če bom nezadovoljen, ker nemir pa nezadovoljstvo gresta skupaj, ne bom mogel se usesti in čutiti eno izpolnjenost. Zakaj imamo občutek, da bi morali biti srečni tako na ukaz? Zakaj se je pojavila ta nekakva družbena norma, da je dobro in lepo biti srečen? Jaz bi rekel, da to izhaja prav iz tega nekega diktata, ali kako hočemo reči, neke zapovedi, da sreča pomeni prijetno občutje in zdaj ga bom za vsako ceno mu sledil. In bom sledil in bom poskušal to nekako izsiliti in bom tudi gledal okrog sebe, po spletu, okrog druge ljudi in bom iskal samo tisto, kar ima drug prijetnega, pa kar se mu je prijetnega zgodilo. In me bo to sililo skozi to primerjanje neprestano in iskanje tega ugodja me bo pravzaprav vznemirilo in me bo potisnilo v to iskanje, neprestano hlastanje pravzaprav po tem. Zato je ta prisila ni samo zunanja, čeprav se potem tudi zunanje strukture, če tako rečeva, kaj se po spletu, oglaša ali pa kaj se promovira, se tudi v to usmeri, ampak postane tudi notranja ta sila in prisila, da samo potem hlastam in se nujno pravzaprav malo od tega odmakniti, pa ne tako se iskati trenutke miru, kot sva že rekla, neke pomirjenosti, ker ko se malo pomirim, potem vidim, da kakšne hitre ugodje, kakšne hitre zadovolitve puščajo velikokrat slabe občutke. Ampak mora si človek toliko časa vzeti, da jih tudi začuti. To se velikokrat pogovarjam z ljudmi, ki se v stiski ali pa kakšnih težkih okoliščinah pogovarjamo in če iščejo zelo to ugodje in se potem tudi lahko zapletejo v kakšne ali v odnosih, v kakšne zapletene situacije ali materialno ali kakorkoli. In ko analiziramo skupaj, ko se usedemo, psihoterapija je velikokrat trenutek umiritve, trenutek, da se ustavim ob tem, ko hitim skozi življenje in potem ugotovijo, da za malo ugodja, za malo neke hitre zadovolitve plačajo velik davek. Ampak to morajo tudi začutiti ali pa si ga priznati in ga videti, potem pa lahko krmarijo in ladjo svojo obrnejo proti tistim stvarem, ki dajejo trajnejše, ki dajejo daljše užitke. Stari epikurejci, so načeloma veljajo za tiste, ki so k užitku usmerjeni, ampak k temu dolgotrajnemu užitku. Oni so poudarjali in to res velja psihološko tudi toliko in toliko stoletij, tisočletij kasneje, da hitri užitki pomenijo hiter, da se tudi izčrpam, dolgotrajni užitki so tisti. Eno zadovoljstvo, eno prijateljstvo, eno dober odnos, neka vrednota, ki sledim skozi daljši čas, ne samo, da enkrat skočim v eno, drugič v drugo, ampak to prinese res. In to je tisto, kar se mi zdi, da pol človeka osvobaja in ga ozdravlja te prisile, moram uživati, mora biti vse dobro, moram tako poskrbeti, da bom ne vem kako zadovoljen in imel bom vse okrog sebe in nič se ne sme zgoditi, da neugodnega. Potem bi lahko tako rekla, da ta Instagram ideal sreče, ki v bistvu je umeten, ni naraven, lahko povzroča več frustracij, ko ugotoviš, da temu ne moreš slediti, da je to v bistvu prazno, da padeš skozi,
Ne, to je eno tako spoznanje, da temu ni tako. Ja, res je, res je. Ja, prav to, a ne, da poskušaš videti malo širšo sliko, a ne, da tam se prikazuje, ne vem, nekdo, ki je lep, nekdo, ki je bogat, nekdo, ki ima ne vem kakšno srečno okoliščino, ampak to je nekaj, kar je človeka mislim, treba je vedeti to osnovno psihologijo našo, to pa je, da po tistem, po čemer hrepenim, tisto, kar se meni zdi, da je vredno, bom videl pri drugem. Ne bom pa videl drugih stvari jaz bom samo tisti delček videl. On je, ne vem, ima nekaj, česar jaz nimam in ne opazim in se sploh niti ni časa in problem Instagrama in vseh telih medijev je, da so hitri. Dajo samo en zelo kratek čas, samo tisti vidim košček, ne vidim ostalega, da ta človek mogoče sploh ni ali pa ima druge stvari, ki jih jaz nikoli ne bi hotel zamenjati z njim, ampak če vidim potem in se samo orientiram, potem ostajam samo frustriran in rečem, tega nimam, vsi imajo, pa ne vidim, da seveda ne pogledam okrog, koliko je ljudi, ki... Seveda. In še en problem je, ko takole skozi se primerjam in gledam, česa nimam, ne opazim, kaj pa imam. In to, kar je tudi res pomembno za eno takole srečo v polnem smislu besede, je hvaležnost, ta občutek, ja, da so pa stvari, ki jih imam, da imam mogoče zdravje, imam mogoče lep odnos, imam mogoče nekaj drugega, kar je v celem tem mojem življenju pa zavideti in ceniti in spet, ko nekaj tako začutam in sem lahko hvaležen, se tudi umirim ob tem, se ustavim ob tem, ne hitim in gledam okrog, česa pa vse še nimam. Zakaj nas družba nekako potiska k mišljenju pozitivnosti za vsako ceno? Zakaj nam niso dovoljene vsi spektr čustev? Zakaj bi morali biti res tako izrazito pozitivni, zadovoljni in srečni? Ja, mislim, da je to povezano s tem, kad sva malo že omenila, da se pravzaprav nekako usmerja v to, da mora biti in izgledati dobro in da je ta kultura, v kateri smo, včasih so ljudje recimo veliko več poslušali, veliko več je bilo kulture poslušanja, slišanja in tako. Zdaj pa se dosti vse usmerja in je poudarjeno tisto, kar vidimo, tisto, kar je naven, tisto, kar se lahko pokaže, kar se fotografira. Ampak, če tako pomislimo, ko vidimo fotografijo, kaj od tega je res, kaj vse se skriva za njo, oziroma v tem človeku, ki je na fotografiji, če sem to sam, vsa ta paleta res občuti, a ne zato bi rabil, da ti tisti človek pove, ali pa da jaz povem nekomu drugemu. In tukaj rabimo čas, rabimo drugačne medije, drugačen in v tem se pol ne potiska, ker problem tega, da mora biti vse super in odlično izgledati in odlično se prikazati, je to, da se potiska. Tisto, kar ne paše v to, se izrine. Že verjetno za fotografijo se marsikaj izrine, da nekdo tako zgleda, ali pa se posebej za to pripravi. In zato se ta negativne stvari, negativna čustva ali pa neprijetna čustva, rečemo jim, se potiskajo na stran, da tako zgleda. Tako se nekako v to hitenje in to pozunanjenost se nekako tako se struktura družbe trenutno kotali in rabi nujno opomnike te druge, da se ustavimo, da se potem takle pogovor, ko se midva zdajle pogovarjava, je trenutek, da se ustavimo in da se vprašamo, a je res nujno, da smo skozi dobre volje, a je nujno, da smo cel december veseli, a je nujno, da cel december uživamo samo dobre odnose
Ja, ni, tako kot drugih 11 mesecev, ni možno. To lahko naredim tako, da potiskam stran, pa se delam, da teh drugih stvari ni. In mnogi ljudje, ne, so v decembru, pa v času božično-novoletnih praznikov pravzaprav ne veseli. Se lahko počutijo osamljene, se lahko delajo neke bilance za nazaj, pa niso z vsem zadovoljni. Zakaj ne bi bilo to tudi del tega časa? Zakaj se ne bi, če se dobim s prijatelji, tudi o tem pogovoril? Ne rabim se samo na hitro si povedati, kako dober sem, potem pa po možnosti na hitro tudi napiti, ker če bi malo dlje ostal trezen, bi verjetno začel še o čem drugem govoriti. Ampak te stvari druge, ki jih potiskamo, vodijo verjetno v bolezen, v stres, v anksioznost, v tesnobo. Vse tisto, kar ne moremo izraziti in kar tlačimo, to smo pol kot tempirana bomba. Drži. To izrivanje, odrivanje, potiskanje, pomeni potiskanje tudi vase, če tako rečeva. A ne? Če ne izrazim, kot ste rekli, če ne povem, ostaja v meni. In ostajajo kot neka občutenja, ki niso prijetna. Če dosti dolgo potiskam, žal nekateri ljudje to lahko dosti, kako ne rečem, dobro počnejo, se potem to noter tudi ne prepoznava več jasno ali pa ni več, a ne postane bolj ena taka amorfna masa nekih neprijetnih občutij. Ker šele s tem, ko jaz govorim, kako se počutim, se mi tudi malo skristalizira. Velikokrat, ko povem prijatelju, povem komu od bližnjih, reče, se res ne tole, v resnici me tole gloda ali pa tole me muči že 14 dni. Če pa ne povem, pa zadržim še naslednje občutja, potem pa rata, to postane tak neprepoznaven, ja, in s tem lahko rečemo tudi ena taka tempirana bomba, nekje potem izbruhne, ali izbruhne v telesni bolezni, pogoste so, psihosomatske v širšem smislu obolenja, lahko izbruhne v nekem, da moram dati ven skozi neko agresijo, včasih skozi kakšne substance in tako, da to pomirjam na hitro. Tako, v bistvu so to vsi negativne možnosti in veliko bolj neposredna in tista, ki jo bi lahko imeli na voljo, je ta, da povem sočloveku, da povem tistemu, ki me lahko razume in sliši. Ja, včasih je to tako, ko se prijatelju ali pa družinskemu članu odpreš, ugotoviš, da tudi on podobno razmišlja, da nisi sam s temi mislimi in si rečeš, oj, kaj ti nisem prej povedal, mi je zdaj toliko lažje zaradi tega. Je pa nekaj zanimivo, ko se nam nekdo odpre, se je zelo težko izogniti temu, da bi mu delil nasvete. Kako se temu izognemo? Imamo ta impuls pomagati, a v bistvu včasih največja pomoč to, da samo poslušamo. Jaz to treniram pri svojih otrocih, ko mi stvari razlagajo. Čakam na vprašanje, kaj ti misliš, da lahko povem nasvet, drugače poskušam poslušati, ampak to ni najlažja stvar na svetu. Res je, da velikrat je nasvet pa tudi en način, da malo stisko tega pogovora, pa tega, kar mi pripoveduje drugi, malo prebrodem, da spravim v neko aktivnost, pa naredi to, pa naredi drugo, da bo minilo tudi iz svoje stiske ob tem, ali pa iz svoje nemoči, ko poslušam. Pa velika večina ljudi, ko poročajo, ko pripovedujejo o svojih stiskah, ko pridejo recimo tudi takole v psihoterapijo ali pa po pomoč, rečejo, ne želim nasveta, sploh ne želim hitrega nasveta. Raven, da me nekdo posluša, pa potem videti, mogoče se kaj skozi to utrne, ker tako kot je sokratska metoda, je to, da človek sam išče v sebi, Sokrat se je tako pogovarjal s svojimi sogovorniki, da so oni iskali v sebi odgovore. In to je res, zato ker tisti odgovor, ki ga ti najdeš v sebi, je
ta, ki ti bo lahko res nekaj odprl ali pa ki mu boš lahko sledil. Drugi hitrejš minejo in zato pa jih odpihneš, pa če niso v pravem času, jih sploh ne slišiš. Lahko so najbolj ta prav nasvet, ampak če ni v pravem času, a ne, je to. Mnogi ljudje rečejo, en fant, ki pride meni na pogovor, mi je večkrat rekel, veste, sej, midva ne prideva do nekih rešitev tlele, ampak to, da jaz vam povem, meni je lažje, ko grem. Seveda. In se mi zdi, a ni to več kot, ne, če bi mu dal še tako vrhunski nasvet, ki bi ga potem on pustil verjeten na hodniku. Sigurno. Fino je torej vedeti, da je dost pomembno to, da smo tam prisotni in da poslušamo. Že to, da se nekdo nam odpre, v bistvu je to res izjemno velika reč. Bi se morali tega držati, ne pa da objaviš karkoli na socialnem omrežju in imaš cel kup nasvetov, za katere nisi prosil. Ljudje se čutijo nekako dolžne, da bi nekaj nazaj rekli, pa sploh ni nujno, ne? Ker tisto, kar res v odnosu, po mojem prepričanju, pa verjamem, da imam veliko somišljenikov, kar v odnosu zdravi, kar v odnosu res pomaga, je to, kar ste rekli, bližina in nekdo, ki sliši. Da čutim v drugmu, da ga gane, kar jaz doživljam, da mu nekaj pomeni to, kar ne nasvet. Nasvet je res samo nekaj, kar je lahko neka ideja, misel, ki jo lahko, kot ste rekli, tudi mimo grede preberem kjerkoli drugje. Tega pa ne morem dobiti drugje. To je res, ja. In ravno prej ste tudi že omenili, december je mesec, ko je mnogo ljudi se še bolj počuti osamljene. Kako jim lahko pomagamo, če imamo v bližini koga, za katerega vemo, da je sam osamljen? Ja, če slediva temu še naprej, kar sva že rekla, je tudi to, da lahko pove, kaj doživlja, da pove, na kakšen način je osamljen. Ljudje smo na zelo različne načine osamljeni. In to, da imam veliko ljudi okrog sebe, sploh ne pomeni, da nisem osamljen. Ja. In obratno. So ljudje, ki nimajo veliko ljudi v življenju, pa tega ne čutijo tako. Torej, na kakšen način, kaj je njemu, koga je izgubil, ali koga pogreša v življenju. In če o tem, torej, da bi o tem lahko pripovedoval, se mi zdi najpomembnejše. Pa že s tem, da opazim, da je nekdo osamljen v moji bližini ali pa koga srečam, pa da morda, če sam ne morem, koga prosim ali koga pokličem ali kako drugače pobaram okolico, da bi se odzvala na to osamljenost. Včasih lahko naredimo nekaj malega, mislim za nas malega, tega druga bo pa veliko pomenilo. Ali pa tudi, če se bom vrnil, če sem to zaznal nekje, pa mogoče v tistem trenutku, meni se je večkrat zgodilo, ali pa sem zaznal, da sem opazil pri komu, da je koga izgubil, da se je znašel v neki težki situaciji in morda osamljen, pa da takrat sicer nisem mogel ali pa mi je se to zgodilo v nekem preletu, če tako rečem, ko sem mimo šel, ampak da sem se vrnil k njemu pa vprašal, ali kako pa si, ali pa kako pa se zdaj pri tebi odvija in to, da se vrnem, da sem to zaznal in da nisem pozabil in odrinil, to je včasih zdravilno, včasih pa tako res, ko potem presenetim tega druga človeka, da sem to opazil in včasih taki mali trenutki srečanja, če tako rečem, pomenijo res veliko. Tudi raziskave, ko so ljudje vprašali, kaj je bilo tisto, kar je res pomagalo v psihoterapiji. Smo velikokrat presenečeni, ker so sestavljeni ti odgovori iz takih malih trenutkov, ki smo jih komaj da opazili, ali pa včasih smo jih, ampak se nam niso zdeli tako pomembni.
pa so te bili bolj odločilni kot kakšne dobre interpretacije ali pa razlage, do katerih smo prišli tekom terapije. Ja, gotovo. Tudi življenje je sestavljeno iz drobcev lepih stvari. Ne? Saj nismo ves čas zadovoljni in v nekih lepih občutkih, ampak ko pogledaš za nazaj, so bili pa drobci, ki so te napolnili. Ne? Točno tako, ja. Kako pa je s pričakovanji? Jaz vem, da si znam zaplesti noge v pričakovanjih in potem ugotovim, da sem imela pričakovanja večja, kot potem je bil izkupiček tega. Zdaj sem se z leti naučila miriti svoje pričakovanja, ampak v teh prazničnih dnevih se zlahka zapletemo v to, kaj vse bo. Ja, zanimivo je gledati pri sebi ali pa pri drugih, če imamo priložnost, kako in iz česa so pričakovanja zgrajena, oziroma kako jih si kreiramo, oblikujemo. In je marsikdaj tako, da iz neke potrebe, nekaj, kar se mi zdi, da nimam, česar nimam, pa bi rabil, da zgradim neko zgodbo, kako bi to moralo biti. In praviloma se te zgodbe ne zgodijo po tem scenariju. In še dodatno, včasih se nam zgodijo, da dobim tisto, pa sploh nisem tako zadovoljen. In tako da nek verjetno boljši način je, da sicer zaznam, kaj rabim, pa si želim, potem pa malo bolj zaupam, pa prepustim življenju, da se odvije, ker se bo itak drugače odvijal, kot smo si zamislili. In da potem spremljamo, kaj dobimo in česa ne. Tako da ja, mogoče res eno zaupanje. Zaupanje je en tak zanimivo občutenje, ki je pravzaprav nasproti tesnobi pa strahu. Tako, če pomislimo, kadar nekomu zaupamo, nas ni strah tega človeka. Ali pa če lahko malo... Seveda, ko ni zaupanja, ga ne moramo priklicati, nikakor ne izsiliti, ampak vendar. Tako, če lahko malo bolj prepustimo, ne da ne delujemo, to ne pomeni ne delovati. Zaupati nikoli ne pomeni ne delovati. Res zaupati pomeni biti polno v tistem odnosu ali pa v tisti dejavnosti. Zaupati pa iti naprej. Seveda, ja, potem pričakovanja postanejo taka bolj gnetljiva. To se mi zdi tisto, kar je. Če so pa zelo rigorozno postavljena, potem se pa lahko zgodi, da ne bom imel prave steklenice vina ali pa prave jedi na mizi, pa bom nezadovoljen. Pa bom imel lahko dobro hrano, ampak ker ni bilo tako, kot sem si zamislil. Takih pričakovanj se je, mislim, treba zdraviti. Ja. Za mojo praznično mizo je najlepše, ko so vsi meni ljubi ljudje. To se mi zdi res darilo v današnjem času, ko je hiter, intenziven tempo, je redko priložnost, da so prav vsi, ki nosijo del tvojega srca za mizo. To se mi zdi zelo pomembno in tudi pri teh, ko sem se pripravljala na najin pogovor in sem naredila v družini eno raziskavo, kaj jim pomeni sreča, smo ugotovili, da izraza sreča v bistvu ne uporabljamo, da redko kdaj za sebe rečeš srečen sem. To je tako zveni, tako kot da ni čisto res, uporabljamo izraze, sem zadovoljen, vesel, hvaležen, pomirjen. Sreča je pa nekaj, kar redko kdaj kdo reče javno, mislim, da bi rekel prav ta izraz. A je to premočna beseda? Ja, res zanimivo in bi se strinjal z vašimi anketiranci, tudi sam jo ne uporabljam velikrat ali pa sploh. Še največkrat tako, če me vprašajo po njej. In po eni strani se mi zdi, da je takole, če nekdo srečen sem, da hitro pomislimo, da se nekaj hvali ali pa nekaj izpostavlja, pa večkrat pol naleti res na kakšno zavist ali pa negativno občutenje. Po eni strani je to, po drugi strani pa mogoče še bolj pomembno kot to, da se ne želimo toliko hvaliti pa izpostavljati, pa to, da ne vemo,
nismo sigurni, kaj to je in na kaj bi vezali ta občutek, zato se rajši umijo. In se mi zdi na nek način tudi boljše. Sreča je takrat, ko stvari nekako lepo tečejo in ne rabim sploh razmišljati, a sem ali nisem, ampak samo sem. In kadar se neka taka, tako kot v nek dober pogovor ali pa neko lepo srečanje z drugim človekom, takrat ne razmišljam, zdaj sem pa v enem lepem odnosu ali pa v lepem trenutku, ampak ga uživam. Mogoče pol rečem, da je bilo lepo. Tako mogoče je sreča en tako občutje, ki je zato ves čas malo izmuzljivo, pa je mogoče prav, da je tako. Kaj bi rekli za konec najnega pogovora ljudem, ki se mogoče ravno v tem trenutku ne počutijo zadovoljne, kako naj si pomagajo? Kot prvo, naj si dovolijo ta občutja in naj bodo čist mirni in prepričani, da je veliko njim podobnih oziroma da smo zelo pogosto prav vsi v tem in da takšno hlepenje potem, da bi moralo biti drugače in da bi moral biti se drugače počutiti, ni najboljša pot do tega. Veliko boljše sprejeti, pustiti, tako kot pri nekem vremenu, je pač bolj preprosta primer, ampak res je tako, če dežuje, bo res tudi sonce pol posijalo ali pa se bo posušilo in obratno. Ko je sonce, tudi bo prišlo tisto drugo in oboje je za spremljati. Ko sem slabo ali pa ne tako dober, z enim zaupanjem, da se stvari spreminjajo in obratno, kadar mi je dober, tudi ne tako hiteti in se zagnati v to prijetno preveč. Tako res dovolj sprejeti, če se pa da, pa še komu povedati. Vse to tvori mozaik življenja, vse, kar se nam dogaja. Ne? Najlepša hvala, srečno vam želim v novem letu, bodite zdravi. Tudi vam. Hvala lepa. Hvala tudi vam, dragi gledalci in poslušalci. Ob zaključku leta vam v svojem imenu in v imenu svoje ekipe voščim vse dobro v novem letu, predvsem zdravja in dobrega počutja. Naslednjič se vidimo v letu 2026. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.